Kako pa gledaš, če boš hotel o tem govoriti, malo price predictionov na dolgi rok? Sigurno pa se razmišljaš o tem, tudi če javno, mi smo se dostakrat odločili, da o tem ne bomo govorili, ker ni koristno, ampak osebno valjda razmišljaš o tem, malo primerjaš, malo tako, kakšna je vrednost zlata, celega zlata na svetu, kam gre lahko Bitcoin, Tako me malo zanima, kakšne so tvoje razmišljanja okoli tega, okoli cene. Okoli cene. Se pravi, to, kar sem že prej rekel, se mi zdi, Kaj pričakuješ v bistvu? To, kar sem prej rekel, se mi zdi, da sovpada sem. Se pravi, da gre cena Bitcoina gor, se mi zdi, da mora ta narativa držati. Se pravi, da gre cena neki gor, vedno pomeni, da je neka narativa od zadnji, razen na kratki rok. Na kratki rok so cene itak noise, na dolgi rok je trend pa neka narativa. In v bistvu cena lahko vedno gledaš, kaj je narativa in se upada z narativo. Tako da v bistvu sploh ne rabiš nujno govoriti o ceni, sam gledaš, kakšna je narativa. In kakšna je narativa po tvojem mnenju zdaj? Inflacija. Recimo vidiš, surovine grejo vse gor, bakar, aluminij, cink, to gre tako gor, da ko se bo to adjustalo, bo imelo posledice na inflacijo, pa gledaš, ki se bo poznala inflacija in tako naprej. Se pravi, to bi rekel, da je boljši nek framework, kot pa gleda ceno. Ker cena je v bistvu sam pokazatelj, kaj se od zadnji dogaja pod havbo. To je nek števc, bi jaz rekel, ki kaže stanje. Kaj pa adoption korporacij Bitcoina, ki so ga začele dajati na svojo bilanco, tukaj je Malferam, ampak omenil si MicroStrategy, Michael Saylor, on je pač tak res bula, Elon, pol so retraktali, ne, v bistvu na bilanci imajo še vedno. Samo ne sprejemajo transakcije. Ne sprejemajo transakcije v Bitcoinu. Jack Dorsey, Square, Twitter, pa verjetno je veliko malih firm še, A to narativo, kako vidiš, pa če greva še na naslednji stage tega, da bi vlade ostalih držav, da bi države dale v svojo rezervo to, Bitcoin. Kar bo naredil El Salvador, El Salvador bo samo označil Bitcoin kot legal tender, se pravi legalno sredstvo za plačevanje. Vsak državljan bo dobil $20, ampak mislim, da neke te delež tega bojo ohranjali v Bitcoinu, ne bojo, ne vem. Za rezerve, da bojo dali v rezervo, mislim, da ne, ker to bi bila velika zgodba, kot prva država, ki je dala Bitcoin v rezervo. Sam čeprav po drugi strani, pa lahko, da se to dogaja, pa mi sploh ne vemo. Mislim, če se ne rabijo države reporta. Če se maza zgoditi, itak se mora zgoditi, tako da ne vemo, če ne tisti, ki to delajo za blues, za svoj job. Ne sme razkriti, to pol poveš. To je dejansko naredila Banka Anglije, so odločili, da bi prodali zlato, pa so prej povedali. Pa je bila res katastrofa. Tako da to ne boš, da ne. Ampak za moje pojme ne, smo še predaleč, pa tudi spet ne. Smo še še te strukture so, državne strukture, pa to so prestare, so preveč arhaične, da bi to konektale s tem. Recimo, Michael Saylor je nimble zato, ker je bila majhna firma, Majhna firma pa je lahko to naredil. El Salvador, majhna država, lahko to naredi. Večina držav je upeta v vse. MicroStrategy je milijardna firma. Ja, vem, samo ni bila nikjer na radarju, hočem reči, ni bila da manj. Manj kot, Apple. Kdo je sploh poznal MicroStrategy, prej je ta začel kupovati, Tako da, za moje pojme, to je stara paradigma te države, državne inštitucije, kako delujejo in neki mi ne fita, da bi to ne vidiš tega. Že zlato ne. Kaj pa iz vidika teorije igre, ker če si ti država, pa rečeš, ok, Bitcoin nam ni všeč, boljš bi bilo, da ga ni. Ampak tisti, ki bo prvi dal v svoje rezerve, bo najbolj zmagal. In pa imaš v bistvu nek pritisk v to, kdo bo to prvi naredil, ker ko se enkrat to začne, ti nočeš biti zadnji. To je res, to razumem, samo jaz mislim, da tle moče sem preveč ciničen, dajemo preveč kredita državnim inštitucijam, da bi bile sposobne spet razmišljati toliko naprej in imeti neko vizijo glede tega in implementacijo. Ker tudi, če ima nekdo vizijo, jo ne bo mogel implementirati, ker toliko te birokracije, toliko unga, pa vse si videl zdaj, ko so imeli to zakonodajo v Ameriki za te Bitcoin transakcije, da se mora nekaj beležiti. Pa jaz sem gledal hearing, pa je bil nek 80-letnik, ki ni spustil to skozi, zato ker on hoče, da se poveča spending za military. In to je bil razlog, zakaj ni dovolj amendmenta za Bitcoin. Jaz sem gledal dejansko, on je rekel, če mi ne dovolite, da gre 80 milijard za obrambo, jaz ne bom sprejel ta kriptobil. Se oni imajo sposobni? Poprečje starostno v senatu ameriškem je 70 ali nekaj takega. Poprečna starost. Kje pa sploh interes, da razmišlja ta človek za 20-30 let vnaprej?
Kako bi lahko tak človek razmišljal o svojih državljanih, ki so po večini mlajši od njega, ne? Tako da ti moraš imeti tudi nek diversity tukaj, starostni. In o tem sem dosti tudi razmišljal, ne? Ker nekaj se mi zdi, naša generacija nasplošno se ne želi s tem ubadati, ne? Osebno ne bi šel nikoli v politiko, ne poznam nobenega, ki ima neki pameti, pa bo rekel, jaz grem v politiko, ne? Yeah. In se mi zdi, da zato, ker intuitivno vemo, da te strukture ne delujejo več in ne moramo se dati v njih, ne? No, ti jaz rekel, tebi postani čevljar, ful dobro, ne? A pa postani serviser televiziji. Ne, da kaj narobe čevljarji ali pa to, ampak veš, da ni več flow družbe v to smer, ne? In isto ne vidim s politiko in je zelo zaskrbljujoče po drugi strani, ker pa ostajajo samo še taki stari, ne? Pa taki, ki so malo tako zgubljene duše, ne? Pa, ne? Mi pa še kar podpiramo ta sistem neke državne. Sam kaj pa lahko narediš? Po moje neč. Lahko stavkaš, ne? Sam to že, ne vem, kjer teden je zdaj že v Sloveniji. Sem mislil, da je konsenzus, da je Bitcoin naš vote. A ja, ne, se je. To narediš, ampak čakaš pol, ne? Se nimaš ta stvar se mora iztrošiti, se mi zdi, se nobene stvari ne moreš ustaviti, ne? Tu neke osebne tendence, ki jih imaš, pa jih vidiš, se ne moreš zdaj pa ne več tega delu. Ja. Pač gledaš, tam sebi se smiliš, ko ponavljaš ene iste šutarije, en dan mogoče mine, ne? A pa ne. Ja, sej na koncu spet prijem najboljše, da pač, ko greš na sprehod, pobereš smeti in greš naprej s svojim dnevom, ne? Narediš maksimalno, kar lahko v dometu svojega vpliva, ne? Se pravi, da pobereš smeti od drugih. Pobereš smeti iz stala, ne? Pa jih daš v koša, ne? In se ne ukvarjaš z ničemer več okoli tega, ne? Joj, kdo je to naredil, zdaj ga bom mogel, ne? Ampak tisti moment, ko si videl to smeta, ne? Si se lahko vprašal, kaj je najboljša stvar, kaj lahko zdaj naredim. Sam spet je linearno razmišljanje, ker moče boš, da postane vse svinjak, pa Indija tukaj, pa pol dejansko folk reče, wow, to pa res ne. Ja. To so triki. To so full triki, ampak razmišljanje gre tudi lahko v to smer, ne? Da ti v bistvu rečeš, moraš za sebe skrbeti, pa svoje mentalno zdravje, ja. Ali pa karkoli. In to, da ti narediš, če ti bo s temi vrednotami, ki jih imaš, ti bo bolj pomagala, ne? In boš imel več energije, da boš pol, ne vem, tak podcast ustvaril, ali pa ne vem, ustvaril več monetarne energije, pa boš lahko kupil več bitcoina, pa boš bolj suportiral, ne? Tako razmišljam, ne? Da včasih to preveliko razmišljanje, a ne, ti v bistvu energijo pokrade, ne? Po moje sploh ni treba niti razmišljati, pobrati smeti, ne pobrati, pa če pobereš, če ne, whatever. To pa še boljša, ne? Ja. Še boljša, ampak če že govoriva, ja. Ker če ne moreš, razmišljati, zakaj bi pobiral, pomoš argumentirati, zakaj je dobro, da to delaš. Procesor se pregreje. Vse pravi, kompleksnost se mi zdi, da se tako že zvišala v naši družbi, da komi lovimo, se mi zdi osebno. No, zato se mi bil moj predlog, da izven te kompleksnosti je samo smet, boljše je, da je v košu in to je to. Ker to vse odzadi, kdo je to naredil, zakaj naša snaga ne deluje. To itak, to je že nov nivo tega, ne? Ja. To pa res, ja. Nisi mi za ceno povedal, kaj misliš? A za podcast, koliko računam? Ne. V bitcoinih lahko, ne. Sam tega bom jaz hranil, a prav? Pa se pol čez 20 let. Če naredimo multisig, pol ja. Ja, okej. Mislim, tako, me zanima, če si kaj razmišljal časovno in vrednostno. No, težke so te vprašanja, se pravi. Težka? Ja, mislim, se pravi, jaz ne gledam na ceno kot ceno, gledam na narativo. Je od zadnji narativa, da to stvar pelje naprej. In to se pol da na vprašanje, je družba toliko odprta, da to stvar pelje naprej, ne? Ker nisem flow ljudi. Zdaj pa prišle, po mojih insiderskih informacijah, mogoče so narobe, pa prišle dosti te regulacije zdaj v naslednjem obdobju, mogoče 1-2 meseca, ne. Zna biti, da se motim, sem to govorijo tisti, ki so blizu teh stvari, pa dejansko. To smo dali čez že 16krat. Ja, sem so vedno bolj močne regulacije, zdaj bo neki bolj na hard. Tako deluje. Tako sem, zdaj pravim, no bom zdaj strašno menga, ker v resnici noben ne ve, ampak te, ki imajo exchange, tako nekako govorijo. Zdaj, kaj to pomeni, kaj bo. To so lahko pushbacki, pushbacki. Jaz na teh pushbacke nimam vpliva, ne? Tako da za ceno določiti je težko. Najlažje ceno določiti za jutri, to vzameš kar povpreče zadnjih par dni in za naprej. Ne? In po moje za naprej je gor, ampak ne bom rekel nujno gor, ampak cautiously up. Ne?
Z to predpostavko, a bo ta narativa še držala, ker zdaj bo prišel Ethereum, ki bo zelen, pa bo države rekla, ja, to pa mora biti zeleno, to pa ni zeleno, pa bo minere začele klestiti. Mislim, da nekje v Evropi že začenjajo neko legislativo, da bi minere banali, ne? Aha, tako kot Kitajska. Tako kot Kitajska, ne, in pol v bistvu pol ne veš, kje si, pol se spremeni vse. Tako, ja. Enačba se spremeni. Narativa se lahko spremeni od danes do jutri, odvisno od tega, kaj se shifta nekje. Ne. A stock to flow poznaš? Poznam. Kaj je tvoje mnenje glede tega? Da pač premalo podatkov, da bi lahko kaj pametnega rekel. Ne. Temu, kar on dela, z mojo tehnično, jaz mislim, da se reče overfitting. To je, ko imaš malo podatkov, ful napreden model, pa najdeš neki. Ne. Kot da imaš zdaj zdravnika, pa imaš ta frenda, pa ti reče, danes sem imel 3 tipe, so imeli raka. Ne. In ti rečeš, jaz imam pa en model, ki določa, kdo ima raka. In rečeš, če moški ima raka, ne. Ki je imel 3 moške. Ne. In poti drug dan reče, ja, zdaj pa je bil eden, ki ni moški, pa je imel raka, ženska. Ne. In poti rečeš, koliko kilo je imela? 80. Ok, če je moški, ima raka, in če je ženska in ima nad 80, ima raka. Pol delaš take stvari, ne. Imaš ful malo podatkov, pa neki probaš. Ne. Se pravi, konkretno za price prediction se mi zdi, nima smisla. Trend, ki ga ta stvar zazna, pa ima, ne? Se pravi, da stvar puša gor. Da monetarni pač denar, da flowa v neki, ki ima nek ima nek dober stock to flow ratio, ne? Ker v bistvu to je njegova prva paska vlada. Zlato pa srebro imajo nek stock to flow ratio, da držijo, ne? In nekako kontekstualizirajo še Bitcoin v tem. A mogoče lahko povejo, kaj je stock to flow, sam za unek ne vejo. Ja, kadaj? Ja, tako mi jaz povedal, kako jaz to razumem, pa že nekaj časa nazaj sem, pa se pa mal zmedam. Ne. To je v bistvu, ali pa bom tako rekel, zelo poenostavljeno. Imaš neko dobrino, ki je izkopana, recimo zlato, ne? In vsako leto ti novo zlato izkopljaš in ga dodaš k celotni zalogi, ki je nad zemljo. Ne? In večji, ki je stock to flow, večja, ki je ta številka, manj pride nove zaloge na trg. Ne? In zdaj zlato ima, mislim, da stock to flow 50, nekaj tasga. Ja, mogoče. Ja. Bitcoin ima, ne vem, 25 in Bitcoin se vsaka 4 leta, nova zaloga, ki prihaja, se prepolovi. Se pravi, se podvoji stock to flow številka. Ne? Se pravi, čez nekaj časa bo isti stock to flow kot zlato, potem bo pa enkrat višji kot zlato. Ne? Ja. Tako da nekako ta stock to flow narativa ali pa ta model sporoča, da je konstanten pritisk navzgor poceni. Ja, tako nekako. Ja. Če jaz mislim, da se da definira tudi kot da stock to flow, ti pove, koliko let moraš eno stvar ekstrakta, da prideš do tega, kar je trenutno. Do 100%. Ja, do tega, kar je trenutno odzunji. To je ena stvar. Ja, in zlato ima 50, ja. Tako. 50 let bi mi rabili, da bi prišli do te zaloge, ki imam. Bravo, to pač upošteva tudi to, da ne zmanjka rezerv, ne, oziroma pri Bitcoinu ne upošteva, da se bo difficulty, mislim, da se bo ta reward zmanjševal in tako naprej. Pa tudi samo tako kot nek kontrast, zakaj lahko vidiš, da to je samo model in kot model je samo aproksimacija vsega. Ti lahko vzameš eno delnico, ki nima nikoli splitu, in je neskončen stock to flow, po moje. Kaj imaš delnico, še enkrat? Ki ni imela nikoli splitu, nikoli ne bo imela splitu, samo je. Okay. To je po moje neskončen stock to flow, vse že odzuni, nič več ne moreš sorsati nikjer. Tako da... Ja. Hočem reči, to je samo model, ne, v resnici, tako da... Ja, ok, razumem, kaj misliš, ja. Cool. To sva, press prediction, nisi hotel... Kako nisem hotel? Ja, pa na 100 jurju gremo, ne? Ja, dobro, ok, to so zdaj že... Kaj? Laser eyes. To je jasno vsem, ne? A to je jasno, mislim, da boš kaj bolj exciting povedal. Se pravi, rad sem košal zaradi tega, ker mora narativa mečati, narativa je vezana na zavest in stanje ljudi in ljudi trenutno osebno ne vidim v nekem pozitivni luči, kolektivno. Ja. Se ne moramo zmeniti niti za maske pa cepiva, da se bomo menili za monetarno ne deluje, da smo zreli. No, ampak narativa glede cepiv se lahko tudi spremeni, recimo bolj smrtonosna varianta, vidiš ljudi okoli umirajo in pol spremeniš svoje mnenje in se cepiš. Ne. To se lahko tudi zgodi. Ker si rekel, ljudje se kolebajo, bi se cepali, se ne bi cepali. Ne. Pravim, tudi to se lahko spremeni. Pa je zelo velik delež ljudi, ki bi se cepali. Če se nekaj spremeni v modelu.
Ja, se nisem toliko mislil na to, kaj je optimalna strategija ali pa kaj je dobro. Sam hočem reči, da vidim, da je dosti trenja tukaj in da nismo enotni. Ne? No, moj point je pa, razen ko si pol enoten. Nekaj se zgodi. To je impulzivno dejanje, ne? To je tisto, ko pač... Vseeno. Ja, sam taka stvar pol na dolgi rok ne zdrži, ne? Mislim, to je pač ok, se mi zdi, da pride iz nekega takega straha in ni, hočem reči, problematika, ki jo vidim, je bolj to, da se ne znamo vse skupaj pa najti nek konsenzus. Jaz se ne želim cepiti, ker se mi ne zdi, da je meni threat, ti se cepi in tako. Absolutno, zato ker ni dosti bad. Exactly. Karkoli je razlog, samo pač hočem povedati, nismo sposobni nekega dialoga, vse z nekim trenjem, pa tam te stiska, pa tam oni stiska, pa neke igrice se grejo. In na tem nivoju pravim, da nismo sposobni ene take mini krize handlati kolektivno, da se čuti, da smo skupaj v tej stvari. In kje bomo tukaj neko monetarno politiko peljali skupno skozi. Ne? Zdaj, drugo je, kot te kazuje. Lahko je bolj bad, monetarno, da ti dobiš, priješ v obdobje hiperinflacije. Ja. Pa se spremeni to. Ja, samo v kriznih trenutkih je vse reaktivno. To ni pol, da smo mi neki stopili nekam. Ne? To je bilo porinjen, si bil nekam, probaš preplavati nazaj na staro. Dobro, sama akcija je ista, ne? Ni pa v zadju notranji vzgib je drugačen. Tako, to je po moje pol... Ampak akcija je ista. To je pol tisto, kar v tradingu pravijo mean reversion, ne? Ko pač neki skoči iz povprečja, pa gre nazaj dol. Ne? In če delamo neki iz nekega impulzivnega dejanja, se mi zdi, ja, lahko to naredimo, sam čim bo status quo spet prišel, bomo spet šli v isto. Ne? Aha, ok, razumem. Mogoče ne, mogoče sem zelo pesimist do ljudi, zato pravim, da sem bil zelo vesel, ker sem videl tvoje argumentiranje na tem srečanju, ker je bilo samo, kaj zdaj Ripple ali Ada? Ne? Ja, samo to mi povete. Ja, to je zanimivo. Veliko bo bolečine, ne? Ampak ok.